Žujo. Ni velikokrat možno srečati človeka, ki je dejansko razvil nekaj novega, nekaj, kar svet še ni poznal in tudi najdu trg za to. Pač ful je carsko to, ker je ptičja hišica s kamero, ne, to ni ono elevator Lahko si predstavlja. Preden se pač odpravijo vrata, dvigala že zastopi, ne rabi se niti z dvigalom. Razumem. Že s prednaročili je zbral več kot 8 milijonov. Meni se zdi, da so največje zgodbe na Kickstarterju vedno tako malo wicked, veš. Je človek, ki poskuša pustiti pečat v družbi. Zdi se mi, da ga prav to motivira. Nikoli do zdaj se niso na tak način zbirali podatki o ptičjih vrstah. Ne. Pač to so podatki, ki ornitologi jih sanjajo. Ne. Moj tokratni gost je Žiga Vrtačič, soustanovitelj Birdbuddya, najuspešnejšega slovenskega Kickstarter projekta. Pa še ena bolj crazy statistika je, no, da je to najbolj funded kampanja o gadgets kategoriji globally ever pač, ne. Žiga Vrtačič, uživajte. Dober dan. Ž. Zdravo, Žiga. Igor, veseli. Enako. Kam dam te? Lej, nekaj tako magnetik je, veš. Aha. Lej, ful ti hvala za čas, Ja, z veseljem. ki ga namenjaš. Kako bi želel, da bi te ljudje prepoznavali? A je tako, ko umrem, ali zdaj, ali... Si prvo, ko bi rekel, ko umrem, ne, noben toliko dolgoročno ne razmišlja o tem. Mislim, mogoče bo zadelo patetično, ampak meni je najbolj pomembno, da ljudje mislijo oziroma vidijo oziroma ocenijo, da sem prijazen. Jaz sem te predstavil kot človeka, ki je razvil nekaj, kar svet še ni poznal in obenem si tudi trg najdu za to, ne? Tukaj v bistvu moram takoj povedati, da je bil ves čas v zgodbi zraven še Franci, soustanovitelj. To je absolutno, se mi zdi, nujen disclaimer, preden se naprej pogovarjava. Vedno smo zaradi samega nekega uživanja v obrti, ne? Ker je to me na neki točki do iste mere zabavalo kot nekoga, ki igra kitaro. Ne? In sva zaradi tega vedno štartala kar delati, ne? Kar s produkcijo. In sva se fulkrat opekla. Sem opekla, kaj zaletele ste se v razvoj produkta, brez da bi prevedla product market fit. Začneš nekaj delati, zato ker ti misliš, da je to carsko in potem pač investiraš ful enega časa, mogoče še nek denar, itd. In se ne vprašaš, a je to še komu drugemu fajn, ne? Mi razpol še niso povedali, kaj je produkt, ne? Sam si zbral 8 milijonov prednaročil. S Francijam in ekipo, a ne, ste naredili digitalno ptičjo hišico, ptičjo hranilnico ali pa pametno ptičjo hranilnico, ki ti omogoča slikanje, opazovanje ptičkov, zbiranje sličic, si predstavljam. Ja. A je to v bistvu neke vrste novodobno životinjsko carstvo? Sam sem se vedno na to životinjsko carstvo navezoval, ko sem to tako čisto v krogu frendov razlagal. Ko sem mogel začeti to razlagati Američanom, sem pa nekako pač potegnil sporednico s Pokémon Go, ne. Ta mehanika zbiranja, zbirateljstva, ne, to je nek hobi, ki je ful, se prečujem za anglizem, stiki. Ta drugi del, ne, ta kamera v ptičji hišici, to sem pa jaz videl, to tudi že več vedno povem, ampak je pač res, pa je hecno. Videl sem ta... Galeba, ja, ko je ukradel GoPro kamero, takole. In je potem tako bulil noter v kamero, ne, ful od blizu in je tak ful osebna perspektiva, ful, pač nisem še nikoli prej videl ptiča iz take perspektive. Ko smo govorili o potrditvi trga, ne? 4 milijone na Kickstarterju, je bilo to najuspešnejša slovenska Kickstarter kampanja? Ja, gladko, no. Mislim, da se okrog milijona je bila druga najmočnejša. Pa še ena bolj crazy statistika je, no, da je to najbolj funded kampanja o gadgets kategoriji globally ever pač, ne. Koliko ste dobila vidva na Kickstarterju prednaročil? 22 000. 22 000. Zdaj smo prodali že 50 000 feederjev, ja. Tukaj moram jaz tudi povedati, jaz sem tudi to kupil. Mislim, naročil, plačal. Mislim, preden sva se midva kar menila. Ampak recimo se mi zdi, da je malo premalo tega stika. A veš, vsem bi pričakoval, da me pomirjate, saj bo, Igor, saj bo. Vsak mesec objavimo update, kjer res v detajle razlagamo vse hiccupe, vse, v kar se srečujemo, čakamo te komponente, to je res detaljno in ful si vzamemo vedno čas in ful nam je to prioriteta. In vsem tem kanalom pač, se pravi, tam objavimo na Kickstarter in na Indiegogo in vsem Shopify backerjem pošljemo mail. Pa smo se pa vzanč lotili delati intervjuje z naključnimi backerji in se je izkazalo, da jih tako pol ni videli nobenega updata, ne. Realnost internetnih komunikacij pač ni taka, da vsak klikne na vsak e-mail pa to. Tako, vprašanje, ali bi nekomu, ki razmišlja, da bo šel v Kickstarter, rekel, lej, poišči specialiste za Kickstarter. Najprej sva sama s Francijem delala
itak vse, no, pa tudi Facebook oglase. No, pa smo pa z Jalupom začeli delati, je pa bilo tako krat 3, res. In pa so še dodatne 3,5 milijone oni vam pomagali dobiti. Mislim, vse smo še tudi mi imeli neke aktivnosti pa to, ampak od takrat, ko smo jih dobili, so po moje oni izrezali pol, ja. Kaj se ti zdi, da bi bil glavni napotek enemu startupu, ki razmišlja o Kickstarterju? Da moraš malo štekati, kaj je nek spirit Kickstarterja, ne? Se pravi, ful je fajn, če dejansko nekaj do te mere novo, da ni sam drugače narejeno, ampak da je pač neka nova kategorija. Meni se zdi, da so največje zgodbe na Kickstarterju vedno tako malo wicked, veš, vedno so malo tako odpičene. Eno so kupci, ki so na Kickstarterju, bakerji, ne? Eni so pa kupci, koliko sem bil, se sem prvo skupil na spletni strani. A sta s Francijem opazila razliko med enimi in drugimi kupci? Tako velike razlike ni, ne vem, mogoče od 2 do 3%, da so res tako brderi, ne, pa da grejo tudi na izlete, pa z daljnogledom, pa gledajo ptičke, pa to, ampak tako velika, res ogromna večina. Tako kot jaz, nikoli nisem v življenju sploh imel še ptičje hišice. Malo navdušenci nad tehnologijo, da je neki smart, da je neki gadget. Mislim, velike teh nekih suburban, families, vseeno je pa pač očitno, da ta Kickstarter audience je pač res zlat. Tam si res zgradiš najboljše prijatelje, forever za brand, no, to bojo naši ambasadori vedno. Drugače pa tako, ne, Kickstarter razumem, kot nek taka prednaročila prodajaš, a ne tako po kmečko, če poveva. Ampak vidva sta bila pa še bolj drzna, pa sta prednaročilo za prednaročilo prodajala. To je pa bilo zato, ker sva v bistvu videla, sva do takrat sva zmetala pač vse, kar sva imela v te oglase, ker smo nabirala maile. Pa sva pa dobila to Silicon Gardens investicijo in še to Zorkotovo, se pravi 2x po $60,000. In naj jo itak ful srbel, da samo spravimo vse na rdečo, ne. Se pravi, pač vse noter Facebook adse, pa idemo pač lead gen, ne. Pa smo pač Francija spet tukaj mogoče malo bolj preudaren in je rekel, da stari midva nisva niti preverila še, koliko je healthy ta mailing lista, veš, ne bomo zdaj vse dalo v to mailing listo, če sploh ne vemo, kako se odziva pa to. Pa sva poslala nove maile, ko sva že imela to in jih je 10% dal depozit, ne. Sva videla, da špila totalno dober in pa sva res šla tako, ko pravimo, vse na rdečo, ne. Kolikšen delež uspeha pripisuješ samemu izdelku, kolikšen delež pa nekim drugim dejavnikom? Ful ogromen delež pripisujem izdelku. Pač ful je carsko to, ker je ptičja hišica s kamero, ne, pa že vsak ve, ne. To ni lahko si predstavlja, ne. Preden se pač odprejo vrata, dvigala že zastopi, ne rabi se niti z dvigalo pelati, ne. Razumem. Koliko misliš, da je uspešen crowdfunding pomemben za to, da pol v bistvu obudiš VC-je ali pa neko nadaljne zbiranje kapitala drugih vrst? Ful, zato ko sigurno pokaže nek traction, ne. Če si 4 milijone v pre-salih prodal, te ne bo vprašal investorja, imaš traction, pač imam, ne. Kickstarter je meni toliko fantastična izkušnja zaradi tega, ker te prisili, da ti razmisliš o tem, kako boš ta izdelek prodal, pa kako ga boš komuniciral, pa o njegovih benefitih, pa to, preden ga v resnici greš delat. To, kar vedno prije na koncu, ne, tukaj prije na začetku, ne. Jaz sem cel življenje v nekem storitvenem biznisu, Kickstarter zame sploh ni poligon, ne. Kako naj se lote eno tako podjetje, product market fita? Saj to pa mogoče to, kar sem prej na začetku hotel, se pravi, kako sva midva, se pravi, naredila sva fake landing page s fake renderingom, pa sva dala od spodaj subscribe, da boš dobil early bird in potem sva šla, ne vem, 500 € v Facebook oglase in sva gledala, koliko nas stane en e-mail, ne. So nama govorili od 1 do 3 evre bo ta dala za e-mail, ne. Če bo ta dala 3 evre, bo težko, ne. Če bo ta dala 1 evro, pol pa razsedita na raketi, ne. In pa sva midva potegnala one prve cifre skupaj in je bil mail 30 centov. Se pravi, 3-krat boljši od tega, kar so nama benchmarke dali. In je to bila že ena kljukica, ne. In na ta način sva pol izvedla še 5 testov v bistvu. Sva se pa pol vprašala, kaj pa cena, ne. To sva pa delala tako, da sva naredila, tole to je Bird Buddy, baseline cena je, ne vem, $150, ne. Pa si pa imel pač 5 vprašanj. Sva dala tako cel feature set,
ker je folk zberal, koliko hudo bi rad imel. In vedno, ko je kliknil, se mu je od spodaj updatala cena pač. In je tako 18% folka čist spek-upalo, veš, da mi najboljšo kamero, da mi najboljšo baterijo. In so si nabili vsi tako do $200. To je bil 10X, ne, ptičja hišica je pač €20, ne. Ja. In zdaj gremo mi za 200, se moraš biti malo nor, ne. No in ko smo pa ta signal dobila, da je pač dejansko večina folka tam šla, daj mi to, daj mi še boljš, daj mi... Jasno, da gre za premium izdelek. Potem smo pa videli, ja, da kupujejo nekaj drugega, ne ptičje hišice. Da ni težko dati €200, ne. A je konkurenca? Ja, ne, mislim, mi imamo zdaj v bistvu ful velik del te naše operacije v bistvu legal, ne. Ves čas v bistvu popajo ne zares konkurenca, ampak tako čisti skameri, ne, ki dejansko vzamejo naše fotke, naše dizajne in postavijo nek landing page, celo ime dajo isto, sam napišejo z enim D-jem, Birdbuddy ali pa nekaj tako. Pa nam folk piše, kaj zdaj sem naročil, nič ni, in nam pač dejansko delajo full brand damage. Kaj bi ocenil ti, da so bili ključni elementi sreče pri Birdbuddy projektu? Jaz bi rekel, da ljudje, s katerimi sem se uspel obkrožiti, se pravi najprej s Francijem, potem sem našla Kajla. Brez Kajla bi tudi ne vem, kako bi bilo, ne, ker Kajl je pač prej oblikoval prvi Google Chromecast, vodil projekt Google Self-Driving Car, na Logitechu delal, pač res je on dal hardware toliko skozi, ko ga midva videla nisva, ne. Da se je to toliko poklopilo, to je bilo sigurno ključno, no. To so se že pogovarjala malo, ne, kam vidiš nadaljni razvoj Birdbuddyja, pa sem jaz omenjal marketplace, community, da mogoče tradamo z unimi stvarmi, ki manjkajo, da jaz rentam svojo hišico. Tukaj v bistvu zdaj eno infrastrukturo postavljate za nekaj, ki bo po moje ful bolj profitable service lahko, ne? Ja, v prihodnosti. Itak smo dojeli dosti hiter, no, da želimo biti software business, ne hardware business, ne. Ne, se na to ful zdaj stavimo, no, na ta network v bistvu. Se pravi, to bo 50,000 kamer po celem svetu, kamor bojo ptički hodili. Že zdaj v bistvu imamo 50 jih, ne. Imamo jih na Havajih, imamo jih tako posod. Že zdaj, že teh 50 kamer v networku je ful hudo brskati, ne. To je malo takih zanimivih podatkov. Ptičev je okrog 11,000 vrst, ne. Pokemonov je 800. Kako pa ornitologi gledajo na Birdbuddyja? To tudi malo spreminjaš v bistvu njim rolo, ali pa... Nikoli do zdaj se niso na tak način zbirali podatki o ptičjih vrstah, ne. Ljudje pač na roke pač popisujejo itd., ampak to bo pa zdaj avtomatizirano, potegano, urejeno, s timestampi, pač to so podatki, ki ornitologi jih sanjajo, ne. Ker lahko boš ti pogledal, koliko je bilo letos v North Carolini Northern Cardinalov, pa koliko jih je bilo lani, pa koliko jih je bilo predlani, pa boš videl, da se ti dogaja nek population decrease ali pa... Se pravi, vi poleg zabave, ne, ustvarjate tudi nekaj dobrega za znanost, zdaj slišal. Ja, no to je nekako, to si ful želimo čim več temu posvečati, pa čim bolj iz tega, ker je res tukaj je potencial, ne, to je... Mislim, ne moreš ti ukrepati, če ne razumeš prvo, kaj se dogaja, ne. To, s Francijem, ki sta se lotevala razvoja produkta, sta šla po kakšni metodologiji? Mislim, metodologije, ja, valjda so pač neki načini dela, ki so pač uveljavljeni, pa ki so se jih naučila druge, pa prej, pa od katerih ne bežimo, ne. Mislim, načeloma pa zelo freeform, no, ja. Ni to tako pripeljano do nekih absurdov, kjer pač samo zato, ker po metodologiji se zdaj treba slišati pa stati, da se slišimo pa stojimo, we don't. A bi kakšno stvar naredil drugače, če bi se še enkrat loteval Birdbuddy projekta? To bo zdaj ful tak douchebag odgovor, sam tako zares ne bi nič kaj naredil ful drugače. Ja, bravo. Vse so bile napake, itak da so bile, pač, ja, da bi pa zdaj gledal nek big picture, pa ne vem, če bi kaj ful drugače. Asociacija za vrhunski produkt. Ne vem, Volvo, evo, leko ravno v njem sedimo. Vrhunski marketing? Vrhunski marketing, Yeti, YETI. To je ena ameriška firma, ki dela to neko hladilne torbe, flaške, take neke outdoor izdelke. Zadovoljna stranka? Nekaj najlepšega. Dream business? Dream business je pa po moje tole zdaj kar blizu, no. Ker je nekako na presečišču vseh stvari, ko me zanimajo. Mali impact, mali hardware, mali software, mali gamification in se mi zdi, da je res tako, it has my name on it. Žiga, sam še za te moje gledalce Game Changer intervjujev
A daš en tak napotek, dobro misel, priporočilo? Ful mi je carski ta citat: A job begun is a job half done. Se pravi, ko nekaj začneš, si že v bistvu pol naredil. Dobar. Hvala ti. Ja, z veseljem. Super je bilo. Cool.